Najsodobnejši zapor v državi, zgrajen, a še vedno brez uporabnega dovoljenja. Večina teh pomanjkljivosti se pa nanaša na dokumentacijo, ki je povezana z zemljino. Kje so končali gradbeni odpadki z gradbišča? Jaz sem samo zjutraj videl strano cesto. Blatno cesto, ki niso čisto gumne. Zaradi odpadkov kazenske ovadbe, inšpekcijske odločbe, v ozadju še spor med pravosodnim ministrstvom in izvajalcem, družbo CGP. Tisto, kar je narejeno, bomo plačali, kar pa menimo, da ni narejeno, pa ne bomo plačali. Napoved je bila, da bodo zapornike selili do Brunje konec tega leta. Danes je jasno, da se to ne bo zgodilo. Leto 2022. Zadovoljni nasmehi, trki s kozarci ob začetku velikega državnega projekta, gradnji najdražjega moškega zapora v državi. Glavni izvajalec del v Dobrunjah je CGP. Iskrena hvala vsem, ki ste že do sedaj in še boste sodelovali in prispevali k gradnji novega moškega zapora Dobrunje. Izvajalcem del pa želim veliko uspeha pri gradnji. Se vam rad zahvalil za izkazano zaupanje za gradnjo tega projekta. Zaupanje, ki je v času, ko je pravosodno ministrstvo prevzela Andreja Katič, načeto. Razlog? CGP zahteva dodatnih 5,1 milijona evrov za odvoz gradbenih odpadkov. Na ministrstvu so prepričani, da neupravičeno. Je bil govor, da gre za ogromne količine in te količine naj bi izhajale celo iz posnetkov z droni v višini dreves. Mi smo potem imeli kar nekaj sestankov, kjer smo dokazovali z slikovnim materialom, z ortofoto posnetki, z posameznimi institucijami, ki se ukvarjajo s tem, kakšno je bilo stanje takrat in da te zemljine ni bilo tako veliko, kot jo oni prikazujejo. Zahtevanih milijonov za to ne nameravajo plačati. Verjamem, da bo odločenje o tem, kakšna je količina, verjetno na koncu pristala na sodišču. Težav z zaporom v Dobrunjah pa je še veliko. Z njim se ukvarjajo inšpekcija, policija, tožilstvo. Čeprav je bila vloga za uporabno dovoljenje vložena že aprila, zapor danes, dobrega pol leta pozneje, uporabnega dovoljenja še vedno nima. Naša ekipa ga je obiskala na začetku tega leta, ko so zaključevali notranja dela. Nahajamo se na namestitvenem delu za zaprte osebe. Na tem delu se nahaja 6 modulov, v enem modulu je 11 sob. Evo. Bivalni prostor je velik 9 kvadratnih metrov. Zunaj 6-metrskega zidu sta 2 stavbi, odprti oddelek zapora in izobraževalno središče. V sredini je prostor za pripornike. V več med seboj ločenih enotah so zaporniške celice. Na robu zaprtega dela so delavnice zapornikov, znotraj kompleksa pa so tudi športni objekti. Pokrita športna dvorana, stadion z nogometnim in košarkarskim igriščem in balinišče. V zaporu bo lahko 388 zapornikov. Vrednost novega zapora je 86 milijonov evrov in pol. In če v Sloveniji pogosto veliki projekti naletijo na odpor, ga v primeru zapora v Dobrunjah ni bilo. Kljub temu, da živijo nekateri v njegovi neposredni bližini. Na četrtno skupnost nismo dobili niti ene pobude o neprimernosti postavitve zapora, umestitve v bistvu zapora. Bodo pa, napoveduje domačinka in predsednica sveta četrtne skupnosti Sostro, Marjana Marn, imeli od zapora tudi koristi. Se pravi, prednost boste imeli pri zaposlovanju. Določeno število, a ne zaposlitev bo namenjeno prvo prebivalcem naše četrtne skupnosti. Takole so v Dobrunjah odpravljali tehnične pomanjkljivosti, ki jih je konec avgusta pri tehničnem pregledu ugotovila komisija Ministrstva za naravne vire in prostor. Dopolniti strelovodno zaščito, lovilno mrežo na enem izmed objektov, v elektrorazdelilnih omarah označiti ene elektroenergetske napajalne kable. A bolj kot to skrbi afera z gradbenimi odpadki. V bližini zapora, nekaj 100 metrov stran, je kmetijsko zemljišče.
Tukaj je namesto nelegalni deponiji končalo več 100 kubičnih metrov gradbenih odpadkov z gradbišča zapora. Domačin Marjan Bitenc ni videl, kdo jih je vozil, se pa spominja, da je bilo to ponoči. Jaz sem samo zjutraj videl strano cesto. Blatno cesto, ki ni vsak čist legalno. Pa ste se krajani kaj pogovarjali med seboj, ne vem, kam vozijo ta gradbeni materiali iz gradbišča? Mislim, nismo se posebej pogovarjali, ampak smo pa zahtevali, da se cesta počisti. Ministrstvo za pravosodje je za prevoz ter oddajo gradbenih odpadkov pooblastilo CGP. Njegovi podizvajalci so bili, kot navaja ministrstvo, Kolektor CPG, Pangra in avtoprevozništvo Grandovec Anton. Ta je sklenil posel za 300 000 evrov brez DDV, imel pa je še podizvajalca odpadne surovine. Z Antonom Grandovcem smo se pogovarjali na sedežu njegovega podjetja. Pred kamero sicer ni želel, je pa povedal, da ga je inšpekcija obiskala, da pa doslej ni dobil nobene inšpekcijske odločbe. Grandovec, sicer znan iz afere o domnevnih fiktivnih poslih na Slovenskih železnicah, trdi, da odpadkov ni nelegalno odlagal v naravi, drugače pa inšpekcija za okolje. Navajam. Na podlagi analize podatkov zgodovine voženj prevoznika odpadkov avtoprevozništvo Grandovec Anton je bilo ugotovljeno, da so se gradbeni odpadki, zemeljski izkop, puščali v okolju in vnašali v tla brez okoljevarstvenega dovoljenja. Že leta 2023 je inšpekcija kaznovala Grandovčevega podizvajalca, družbo odpadne surovine, ki je na kmetijsko zemljišče v Dobrunjah odložila 400 kubičnih metrov odpadkov. Za podjetjem stoji Rok Remec. Tudi on pa ni želel pred kamero. To ste potem odstranili, to, kar ste navozili. Kam pa ste odpeljali potem? Remec tega ne razkriva. Kje vse v naravi so končali gradbeni odpadki z gradbišča novega zapora, je inšpekcija poskušala ugotoviti z analizo poti in pogostosti zadrževanja tovornjakov na posameznih lokacijah. Sumi, da so odpadke iz Dobrun nelegalno odložili na 34 lokacijah po Sloveniji. Za 6 lokacij je bil sum že potrjen. Inšpekcijska odločba pa je letos aprila doletela tudi pravosodno ministrstvo. V tem primeru je šlo za 468 kubičnih metrov gradbenih odpadkov. Mi smo se na to odločbo pritožili, zaradi tega, ker smo bili mnenja mi, Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, da je inšpektorica napačno ugotovila, čigava je odgovornost. Kar nam je potem drugostopenjski organ tudi potrdil. Kdo je potem po vašem odgovoren za to? Tako kot pravi tudi drugostopenjska odločba, mi smo za to pooblastili izvajalca in to je družba CGP. Pa kazenske ovadbe, ki jim ni videti konca. Inšpekcija jih je doslej na policijo vložila več, zadnjo prejšnji mesec. Po naših informacijah zaradi suma ponarejanja evidenčnih listov, na katerih so navedeni podatki o količini in lokaciji odpadkov. Zoper neznanega storilca je kazensko ovadbo vložilo tudi Ministrstvo za pravosodje. Smo ugotovili, da so bili evidenčni listi izdani na takšen način, da je vsako minuto šel en velik tovornjak z gradbišča, kar je praktično nemogoče. Za pravilnost in verodostojnost evidenčnih listov lahko odgovarja le tisti, ki jih izda. To pa je pooblaščeni prevzemnik odpadkov, nam pišejo iz družbe CGP. In še, če se bo v inšpekcijskih postopkih ugotovilo, da je bila zemljina nezakonito odložena in podizvajalec te ugotovljene nepravilnosti na poziv ne bi odpravil, bo konzorcij kot glavni izvajalec aktivno pristopil k sanaciji. Konec navedka. Na ministrstvu pa poteka tudi notranja revizija projekta. Se ni nič, da bi se kaj govorilo o tem, da pa mogoče tudi ministrstvo naredilo kakšno napako v bistvu pri tem nadzoru nad temi odpadki ali karkoli? Bilo je edino na začetku povedano, da tam manjka eno pooblastilo, ampak po mojem gre bo za tehnične stvari. Primer enega največjih državnih gradbenih projektov pa razkriva širši problem. Govorili smo z zaposlenim v enem od gradbenih podjetij, ki sicer ne želi biti imenovan. Razlaga, zakaj gradbeni odpadki pogosto končajo v naravi, namesto na deponiji z okoljevarstvenim dovoljenjem. Če rečemo, ja, čakamo okoljevarstvena, ne, tam si podpisal že pogodbo, moraš hitro začeti. Problem to, da investitor oziroma naročnik storitve ne zrihtata, da se to vozi na neko uradno deponijo. Investitor pa se zaščiti s tem, da da pooblastilo glavnemu izvajalcu, glavni izvajalec da pooblastilo podizvajalcu in mi, podizvajalci, imamo problem.
Medtem ko zapor v Dobrunjah stoji, a je prazen zaradi zapletov z uporabnim dovoljenjem in medtem ko tečejo inšpekcijski postopki, preiskava policije, tožilstva zaradi odvoza gradbenih odpadkov, Slovenija plačuje zapornikom visoke odškodnine zaradi slabih bivanjskih razmer. Od 1.1.2024 pa do danes imamo 125 odškodninskih tožb oziroma zahtevkov, tako bom rekel. Na podlagi tega je bilo od tega istega obdobja izplačeno preko 42.000 evrov. Posledica teh zahtevkov je sigurno to število priprtih oziroma zaprtih oseb, ki je eskaliralo v začetku leta 2024. No, tele je soba, kjer bi mogla biti nameščena ena zaprta oseba, so pa nameščene dve zaprte osebe. Tele je skupinska soba, ki je namenjena 3 zaprtim osebam, noter pa so nastanjeni 6. Še enkrat več. Tako. Razmere so se nekoliko izboljšale, a danes je zapor na Povšetovi še vedno 162% zaseden. Pred 5 leti je bilo v zaporih 1298 ljudi. Rekordno je bilo lansko leto, ko je bilo zaprtih 1820 oseb. Število zapornikov je bilo konec oktobra sicer nižje, 1525, skoraj 44% je tujcev. Kljub temu so zapori še vedno prezasedeni. Novi zapor v Dobrunjah bi bilo zato nujno odpreti čim prej. V tem, da v njem še vedno ni zapornikov, pa vidi predsednik Sindikata državnih organov Slovenije, Frančišek Verk, zaroto. Ker pač ni dovolj kadra, se pač tega zapora nekako ne odpre, se čaka na neko boljšo priložnost oziroma na dodaten pritok mladih ljudi, ki bi popolnili vrste tako pravosodnih policistov kot tudi drugih strokovnih uslužbencev. Karkoli se jaz lahko obračam, če jaz pištolo stegnjeno, pa se z njo obračam, ni uredno. Tu se vse pri nas naučili. So pa razpisi, ki jih zavodi ponavljajo po celi Sloveniji. Tako so mladim predstavili poklic pravosodnega policista na zadnjem kariernem sejmu v Ljubljani. Potrebovali bi jih več kot 100. Zdaj, če govorimo za celoten sistem, od 120 do 150. Kaj pa recimo za ljubljanski del? Vsaj 50. Vkolikor teh 50 ne bomo dobili ta trenutek, bomo primorani delo organizirati na način, da bomo lahko z obstoječim kadrom vse to skupaj pokrili. Dejstvo je, da najverjetneje še vedno ne bomo izvajali spremstev. To je, bom rekel, skoraj zagotovo. Lani je bilo odpovedanih 2277 spremstev zaprtih oseb, večinoma je šlo za spremstva v zdravstvene ustanove in na sodišča. Če je bilo pred 5 leti zaposlenih 545 pravosodnih policistov, jih je po zadnjih podatkih 496. Njihovo število v zadnjih 4 letih vztrajno pada. Perše sicer miri, da kader v novem zaporu ne bo problem, tudi zaradi najsodobnejše opreme. Kot so kamere, senzori tresljajev. Mi si močno želimo tudi pokritost z neba, to se pravi dronski sistem. Skratka, kakšen pobeg nemogoč? Nič ni 100%, 100% varnosti ni. Če le ne bo človeške napake, praktično pobega ni mogoče. In kdaj končno bodo v Dobrunjah zaporniki? Napoved zdaj že nekdanjega generalnega direktorja Bojana Majcna. Aprila je predviden v bistvu že zaključek del, junija praktično prevzem in pa selitev potem v zadnji polovici leta. Kar se ne bo zgodilo. Zaradi tega, ker decembra ne bomo mogli zagotoviti, ker pač so tudi božični prazniki, novo leto in vse skupaj so pravosodni policisti na dopustu. Nova napoved je? Selitev zaprtih oseb v januarju 2026. Prej pa bo treba pridobiti uporabno dovoljenje. Rok za odpravo tehničnih pomanjkljivosti je Ministrstvo za naravne vire in prostor podaljšalo na 12. november. Medtem pa ostali postopki, inšpekcijski, policijski, po mnenju pravosodne ministrice v odstopu Katič, na odprtje zapora v Dobrunjah ne bi smeli vplivati.